Ime tedna. Je Helena Fujkar-Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, ki je na Evropskem Grand Prixu v zborovskem petju osvojil veliko zborovsko nagrado Evrope. V finalu najprestižnejšega zborovskega tekmovanja na svetu je nastopilo 5 vrhunskih zborov, prvič kar 2 slovenska, o zmagovalcu pa je odločala mednarodna žirija. Litijski zbor se je s tem izjemnim uspehom uvrstil med najboljše na svetu in postal šele 3. slovenski zbor s to prestižno nagrado v njeni več kot 30-letni zgodovini. Helena Fujkar-Zupančič, dober dan, želim lepo pozdravljeni in iskrene čestitke. Dober dan, hvala lepa. Kje pa vas trenutno motima? Sedim v učilnici, tukaj na Škofijski gimnaziji, kjer sem pravkar zaključila s pevsko vajo mojega dekliškega zbora. Tamle v obrazložitvi sem povedal zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, zdaj ste povedali, kje tudi poučujete. Kaj vse še počnete? S koliko zbori denimo v tem trenutku sodelujete? Trenutno sodelujem s 4 zbori redno pravzaprav na tedenski ravni, in sicer tukaj na Škofijski gimnaziji poučujem dekliški zbor svetega Stanislava, ki je tudi eden najvidnejših dekliških zborov na svetu. Potem sodelujem kot asistentka pri zmešanem zboru Škofijske klasične gimnazije in pa zbor svetega Nikolaja, pa v župniji vodim tudi župnijski zbor. Kaj časa za solo petje vam ostaja? Ne, solo petjem, prav z lastnim petjem sem prenehala že pred davnimi leti, sicer pa poučujem vokalno tehniko tukaj na naši šoli in pa na Akademiji za glasbo. Ko pa se boste odpravili domov iz šole, denimo danes, boste v avto, boste kaj zapeli? Pravzaprav bolj iščem tišino kot pa zvoke, sploh takrat, kadar so kakšne velike reči za menoj ali pa ko odhajam iz službe, ker zvokom sem res ves čas obkrožena, tako da mi bolj prija tišina. Kdaj pa tudi seveda za sebe ali pa ob radiju kaj zapojem. Obdajajo vas očitno tudi po vaši zaslugi velike zgodbe, veliki uspehi. Ko manjka en košček sestavljanke, slika ni popolna. Ko manjka en člen v verigi, se veriga pretrga. Skupina je tako močna, kot je močan najšibkejši člen. To so bojda besede, ki jih poveste pred vsakim tekmovanjem in še kdaj vmes. Kako te zborovske delčke več kot očitno uspešno sestavljate v celoto? V čem je skrivnost pri vašem uspehu? Ja, vsi te delčki, to smo mi ljudje, ne? To smo mi živa bitja, ki smo živa in dinamična, ki se nenehno spreminjamo, in mislim, da je največji zaklad in največje darilo v zborovskem petju to, da zmoremo združiti vse te različnosti, vse te naše potenciale, vse tisto, kar se nam v življenju dogaja, potem na skupni imenovalec, naše glasove, ki so različni, v neko lepo zvenenje in v neko harmonijo, in mislim, da je to tisto, kar je ena največjih skrivnosti, seveda z različnimi parametri, ki se potem tudi opazijo na odru, da je intonacija prava, da je ritem ustrezen, da je zvenenje glasov pobarvano, da je izraz enoten. Vse to, seveda, da vse te različnosti nekako spravimo na skupni imenovalec oziroma, kot rečemo glasbeniki, v skupno zvenenje oziroma v harmonijo, v sozvočje. Ampak onkraj teh denimo glasovnih nians, ki jih morate usklajevati in pa sestavljati, kako pa vam uspe sestaviti to potem v tem človeškem smislu, sestavljanko različnih karakterov in podobno? Kakšna še je denimo vaša vloga? Ja, zborovodja na nek način upravlja ogromno enih različnih vlog. Obstaja tudi neka slika, neka risba, ki občasno zaokroži po Facebooku, Instagramu in tako naprej. Različni klobuki, ki si jih zborovodje nadevamo. Od čisto strokovnega vodstva, se pravi od dirigenta, do psihoterapevta, do mame, očeta, prijatelja, podpornika, menedžerja in tako naprej. Dirigenti pravzaprav smo ljudje z različnimi znanji in veščinami, predvsem pa moramo biti ljudje, in pedagogi tisti, ki imamo radi ljudi in radi glasbo, ker na ta način smo tudi mi bolj prosti tega, da smo nekaj več in se zmoremo našim pevcem približati na čisto človeški ravni. In se mi zdi, da je to tisto, kar je pomembno, da zmoremo potem pevce povezati v eno celoto. Da smo mi ljudje, da vemo, da so oni ljudje z vsem, kar prinesejo na pevske vaje s seboj ali pa na tekmovanje,
in da moramo potem nekako to zbalansirati, urediti, uskladiti in potem lahko pridejo res lepe stvari. Očitno vse te klobuke dobro nosite, ste pri svojem delu zelo uspešni, kar cenijo tudi vsi tisti, ki z vami sodelujejo. Helena Fojkar Zupančič, ime tedna na Valu 202. Rekli ste, da za nominacijo niste vedeli, da so vam šele učenke povedale, pa bi zdaj predlagal, da poslušamo, kaj so nekateri poslušalci in poslušalke povedali, ko so glasovali za vas. Razmišljam sem o tem, da bi morala za ime tedna biti Helena Fojkar Zupančič. Zmaga na Grand Prix Evrope, to je ogromen, največji uspeh, kar bi rekel, ga lahko nek zbor sploh doseže. Sem tudi sama pojem v zboru, ne njenem, ampak vem, koliko enega truda, koliko energije je vloženo v tak uspeh. Sem bila na nekaj njenih koncertih, kapo dol. Idealna ženska, z veliko začetnico. Tudi častni občanki občine Litija. Srce našega zbora, ki je toliko let in svoje energije vložila v nas, mi jo iskreno podpiramo in želimo vse najboljše, ker brez nje nismo nič. Tako da Helena, mi pevci te imamo najraje na svetu. Veliko vetra v njena jadra in še mnogo uspehov, če je mogoče še kaj sploh doseči. A je mogoče doseči še kaj, Helena? Ja. Hvala lepa za to. Saj ne gre za to, da kaj dosežemo, ne? Gre za to, kako to skupno pot hodimo. In jaz gledam na te uspehe kot na ene lepe kamenčke, ki so se nam na poti pojavili in ker smo jih opazili, ker smo to pot hodili, smo jih opazili in smo jih zato lahko pobrali. Na to tako gledam. Torej, ta uspeh je res lep in lep dosežek, ampak ne bi rekla, da niso dosežki glavni. To, kar so zdaj pevci povedali, ali pa tisti ljudje, ki jih niti nisem poznala, pa mi kaj napišejo, to je dragoceno, to so taki lepi zakladi. Ravno glede na to, kaj ste pravkar povedali, bi vas vprašal, velika zborovska nagrada Evrope 2026 je vaša. V kolikšni meri so ta tekmovanja vendarle tekmovalna? Koliko je, denimo, pritiska zaradi uvrstitve? Ja, pritiska je toliko, kot si ga sam povzročiš. Ne? Jaz mislim, da smo se mi zelo dobro tudi psihično na to pripravljali ves čas in smo si tudi na vajah povedali eno misel, kdaj tekmujemo. Tekmujemo v času priprav. Ne? Zmagovalno mentaliteto imaš v času priprav. Se pravi, kako se ti pripravljaš na ta veliki tekmovalni oder. Če ti na vsaki vaji delaš res dobro, z vso zbranostjo, z vso predanostjo, potem zagotovo na tekmovanju zmoreš dobro odpeti. In tudi kako se psihično na to pripravljaš. Ne gremo pa na tekmovanje zato, da bi zmagali z drugimi, ker tekmovanja so vendarle relativna in pač zmagaš, če tam ni boljšega od tebe. Ni to absolutno merilo. Je pa pomembno, da zapojemo na odru tako, da se tako psihično kot glasbeno pripravimo, da zmoremo zapeti najbolje ali skoraj najbolje, kot znamo. In jaz mislim, da smo mi res zelo dobro odpeli in ko smo šli z odra, smo bili vsi zadovoljni. In pravzaprav bi lahko rezultat bil kakršenkoli, ker mi smo s seboj zmagali. To je tisto, kar pri nas šteje. Priprave torej so najpomembnejše, pa vendarle obdani ste na tekmovanju z vrhunskimi zbori. Verjamem, da so razlike minimalne. Kaj so tiste nianse potem, ki na tekmovanju odločajo? Ja, bi rekla, da je tega več, da žirantje poslušajo oziroma najprej tako vidijo, kakšen je izbor programa. Izbor programa mora biti primeren zboru, mora ustrezati dispozicijam, se pravi slogovno, stilno in karakterno raznolik. Mora biti tak, pri katerem zbor lahko pokaže svoje najboljše adute. In potem seveda odlična intonacija, pravi glasbeni parametri, različne dinamike, od pijana do forteja, vse to mora biti lepo speljano, ne kričavo. In potem v končni fazi je pa pika na i tisto, kaj zbor na odru z glasbo da. Se pravi, na kakšen način pripovedujemo skladbe, kaj poslušalcu in žirantu damo. Ker v končni fazi smisel umetnosti je, da človeku nekaj da, da človeka obogati. In zato se trudimo, da se glasba ne konča pri nas in da ne zadovoljujemo samo sebe, ampak da smo mediji, da smo
tisti, preko katerega lahko glasba gre v svet do ljudi in jim nekaj lepega da. Tudi ta medij se spreminja, kadrovska sestava zborov se spreminja pri nekaterih zelo hitro, pri drugih nekoliko počasneje. Je to eden od izzivov morda, ki vas ves čas še drži v tem delu in vam je, kot rečeno, v izziv in spodbudo? Ja, res je, to je ena od težjih stvari pri življenju v zboru, pa hkrati tudi izziv, ki nas ohranja ves čas v gibanju, ne. Z vsakim dobrim pevcem, ki zbor zapusti, je seveda težko to nadomestiti in v Litijo se tudi niso pripravljeni kar vsi voziti, namreč vaje imamo v Litiji, pevci pa prihajajo tudi iz drugih krajev, niso samo Litijani. In zato je to velik izziv, ta fluktuacija pevcev je velik izziv. Ampak če center zbora, srce zbora na pravem mestu, potem tudi nekako pritegnejo dobre pevce in tudi pevce hitro sprejmejo medse, ker to je tudi zelo pomembno, da se ljudje v skupnosti, v pevski skupnosti dobro počutijo, ker ko se dobro počutijo, lahko tudi od sebe dajo največ dobrega in lepega. Litija pa je več kot očitno tudi dobra odskočna deska v svet. Tole bi vas namreč vprašal, koliko sveta ste videli zaradi zborovskega udejstvovanja in če se bo s tem zadnjim uspehom odprla morda možnost še kakšnega gostovanja v tujini? Ja, zaradi zborov sem bila že res na veliko koncih sveta, ne bi pa mogla reči, da sem ga videla. Ker takrat, ko gremo na turneje, seveda je v ospredju koncertiranje in pevci morda kaj več zaužijajo, dirigent pa ima tudi kar precej dela, da sproti pripravlja vaje in stvari, pa vendarle je zborovsko življenje ti tudi nudi možnost poznavanja sveta, različnih kultur, različnih ljudi in s tem tudi človeka bogati. Zdaj pa seveda ta zborovska nagrada nam je prinesla pa tudi gostovanje v Hongkongu, česar se zelo veselimo. Jaz tudi tam še nisem bila, to je zame povsem nov svet in se tega zelo veselim, je spet en nov izziv in ena taka zanimiva stvar, ki nas čaka. Zaradi zborovskega petja ste pa torej že slišali veliko sveta. Ja, res je. Ne samo, da svet tudi pripotuje v Slovenijo, bom tako rekla, zbor iz vsega sveta prihaja v Slovenijo, ki je zborovska velesila, ampak tudi, ko gremo zbori v svet, slišimo zbore iz vsega sveta in to je res eno veliko bogatstvo. Včasih ni treba nikamor, da se človeku odprejo obzorja, dovolj je prisluhniti. Helena Fojkar Zupančič, tudi za to hvala vam in še enkrat čestitke za veliko zborovsko nagrado Evrope 2026 in tudi za naziv ime tedna na Valu 202. Poslušalci so vas izbrali, ki so o vas povedali čudovite stvari. Hvala še enkrat in veliko uspehov še naprej. Hvala lepa.